Nace, oktobra 1962 si bil star komaj 18 let, ko te je Leon Jere, direktor uglednega podjetja Foto Slovenija, poslal fotografirati obisk Leonida Brežnjeva, predsednika prezidija Vrhovnega sovjeta Sovjetske zveze. Fotografiral si ga le streljajot tu, pred Sekinovim gradom. Si vedel, koga fotografiraš? Najprej seveda nisem imel pojma, kdo so ti ljudje, razen da je bilo okrog neke gručice, neki varnostniki so skakali okrog, nakor so me celo napodali z tistega kroga. Jaz sem v glavnem posnel in se potem seveda umaknil. Da je pa Rus, se mi sanjalo, ni tudi govorili, niso nič. Skratka, jaz sem svoje delo opravil, nisem imel občutka, da je to izjemno pomemben dogodek. Seveda potem, ko sem ta isti posnetek dobil v roke, po 50 letih v Muzeju novejše zgodovine, sem bil popolnoma vzhičen, da sem jaz prvega človeka Sovjetske zveze fotografiral kot mulc. Pri 24 letih si bil sprejet v novo službo v časopisni hiši Dnevnik in zelo hitro doživel prvo objavo fotografije na Dnevnikovi naslovnici. Z glavnim naslovom Dan je bil lep in lov bogat je bila 12. oktobra 1968 objavljena tvoja fotografija Josipa Broza Tita, ki se je predajal lovu na polhe v dolini Radolje na Dolenjskem. To je bilo tvoje prvo fotografiranje Tita, ki ga rad povežeš z ženico, ki je eno roko stegovala proti Titu, v drugi držala šopek zanj. Jaz imam tisto žensko, ki je na vrtu, na njivi, na hitrico nabrala malo poljskega cvetja, potem vzela verjetno doma klobaso iz papirja ven in zavila potem tisti pušelc, ki ga je Tito, moram reči, lepo sprejel, čeprav so prej že malo popevali, to pomeni, bi rekel, lahko tudi popivali. Zame je bil to poseben dogodek. Jaz sem Tita fizično prav občudoval in se zagledal vanj v njegovo obličje in tako. On je imel nekaj v sebi, s čimer te je osvojil. Zame je bil pa to seveda nek veliki izziv, da kar po nekaj parih mesecih da pridem jaz na prvo stran Dnevnika. To se mi zdelo kar korajžna epizoda. Na ožji krog pa par lokalnih mogodcev so peljali Tita v gorco, tam kje je vino, tako da se iz te gorce potem, mi smo bili zunaj, not so bili Tito, Kardelj in tako naprej. No, in ko so začeli peti Pleničke je prala, to je Titova omiljena pesem, so takrat že majčkeno čudno vižali. To je morda ena mojih prvih slik v življenju, prava fotoreporterska slika. Podajanje, predajanje šopka, kmečkega šopka, lepo, ganljivo doživetje. Najprej je mene ozmerjal, ker sem kadil v gmajni. Momak, šta ti pušiš? So rekel, ne, ki pa, najraj bi se vzemno udrl, ampak ni šlo. Sam pogledam nazaj, kaj pa on dela, seveda cigaro v ustih, ne. No, v glavnem, Tito je probal tudi preizkusil novo puško, prišel je s svojimi kužki, bil je piknik, daleč od vsake kakšne policije, varnostnikov in tako naprej. Zame je bil pa to en veliki izziv in izpit. Maja 1971 si fotografiral študentske demonstracije v Ljubljani. Fotografiral si zasedbo Filozofske fakultete, zasedbo Aškerčeve ceste in študente ob plakatih, ki so izražali kritiko do režima. Na te fotografije pa te spominja predvsem zaušnica, ki si jo prejel, kaj ne? 71. seveda sem poznal politiko, ne pa v toliko potankosti in tako. Moj šef deska, centralna redakcija, ne, je bil znani novinar Miran Satler,
do občudovanja vreden človek, ki me je poslal slikati študentske demonstracije. In grem jaz slikati na Aškerčevo, je pa dala policija dovoljenje za Aškerčevo, da so lahko, niso imeli pa dovoljenja tam, proti Drami, eni sedijo na tleh in gredo tudi seveda na ta konc, kjer ne bi smeli iti in jih policija nažene nazaj. Jaz teh posnetkov nisem imel, ker sem mislil, sem že naredil par portretov in sem rekel, Naci, si fajn naredil, pa grem. Seveda drug jutri na seji, ja, Nace, nisi slikal, tu je bilo vse legalno pa dovoljeno, ti nisi pa počakal, ker oni so pol prekršili in so šli na drugo ulico, zato pa niso imeli dovoljenje in zato ti predlagam penal, ker nisi dela tako naredil, kot bi ga mogel. To je bil edini penal v življenju, ki sem ga fasal. In sem mu še danes hvaležen, da me je ukoril. V tovarni dekorativnih tkanin v Ljubljani si na Silvestrovo pod napisom Srečno 72 fotografiral objem Tita in predsednika izvršnega sveta skupščine Staneta Kavčiča. To je fotografija, na kateri je zaradi prihodnje politične situacije v jeseni, v istem letu, mogoče brati to je bilo in hkrati tega ne bo. Tu v dekorativni tovarni je bil cvet jugoslovanske politike. Tam se objemata in poljubljata tudi Kavčič in Tito. Čeprav je Kavčič že pred tem novim letom bil na obisku na Dolenjskem in v Beli krajini in tam nam je nekaj novinarjem rekel, začel govoriti o problemu z Beogradom. Bomo pa pač sami ceste gradili in tako naprej in mi smo kar razvijali malo. Kavčič sam, 3-4 novinarji smo bili in je rekel, to pač njegova razglabljanja do Beograda, pač so bila taka, ampak pravi, ne zapište tega. Skratka, jaz sem bil, mislim, prav presenečen, da nam je tako in toliko zaupal. Moram reči, politiki niso družabni in prijetni ljudje včasih in tako. Jaz sem v Kavčiču videl neko toplino. Njegovo pot sem pač spremljal skozi, dokler seveda ga niso popolnoma onemogočili. Je pa paradoksalno, da se za novo leto poljubljate, kušujete, čez 2 meseca zatem so ga odstavili in odstrelili. Ob smrti Edvarda Kardelja februarja 1979 te je protokol določil za uradnega fotografa slovesa in pogreba. Kako se spominjaš dogodka, ob katerem so bile tvoje fotografije prvič cenzurirane in kaj je tebi pomenila fotografija zamaknjenega pogleda Tita, ki se je poslovil od žare oziroma najprej od truge pokojnega Kardelja? Pomenilo je to, da razmišlja, odhajam Tito sam. Zadnji človek, ki mi je bil lojalen, je bil prav gotovo Kardelj in Tito imel tisto občutek na tej sliki, kot vsi odhajajo in ostal sem sam. Da so ljudje Kardelja cenili, se pa videli potem, ko je bil na izvršnem svetu oziroma v palači, ker je bil mimohod Ljubljančanov, ki bi se radi poslovili in to naj bi trajalo do 8 zvečer, na kar so podaljšali, so bile kolone, so podaljšali do polnoči in mislim, da se je stvar končala poslovitve okrog 5 zjutraj. Skratka, ljudje so ga imeli rad. Bil sem uradni fotograf, pokliče me en protokolist, prav imaš črno obleko. Sem rekel, tovariš, kakšno črno obleko? Črno obleko sem ti rekel. Sem rekel, ja, imam. No, pokaž se mi v črni obleki, ti boš uraden fotograf za Kardelja. In potem pridem jaz čez 2 uri nazaj, vsi v obleki, kakšna pa to barva? Jaz sem rekel, črna je, kako pa vidiš črno? Ja, no, Mihan je že na sivo, v redu, no, naj bo za danes. Božo Kovač, urednik, ki sem ga imel v bistvu rad.
On je že za časa študentskih nemirov dobil neko črno piko v politiki. Zgleda pa, da ga je bilo malo strah, da ne bi bilo kaj narobe. In je prvič in zadnjič, da je bil v fotooddelku, čas smo delali fotografije z vodo in tako naprej, in je šel prav noter gledati v laboratorij, kako izgleda. Jaz sem mu predstavil 2 sliki, ker delal pogreb z žaro, pravi, no, se ne strinjam čist, da je žara neostra in tako naprej, ampak nace naredite po svojem občutku, kaj je najboljše. V tvojem fotografskem opusu je več sklopov ekskluzivnih fotografij elit, ki si jih napravil kot edini slovenski fotoreporter. Med njimi so tudi fotografije obiska kanclerja Zvezne republike Nemčije in poznejšega prvega kanclerja Združene Nemčije Helmuta Kohla, ki se je leta 1985 mudil v Ljubljani, na Brdu in na Bledu in se srečal tudi z nadškofom Alojzijem Šuštarjem. Obisk Kohla sem jaz najprej fotografiral pri stolnici. Noter ne bi smeli priti, so se zdilali nemški politiki in naši. Zaradi tega je bilo malo omejitev zaradi Kohla, ker bil je v predvolilnem času. V Ljubljani pomeni, tujce bomo spustili v Ljubljani noter v nadškofijo, naše pa peljali na Bled. In jaz sem se pa na prigovor nekoga ušunjal noter v nadškofijo. In gospod Lenič me nagovori v nemščini. Jaz sem rekel, gospod Lenič, lahko kar po domače. A ja, ste naš? Ja, sem vaš, a ne. Tam se me je še novinar od AP-ja objesil malo in me sprašujejo, kako se na Bled pride. Sem rekel, kar z mano pojte, ne. Ker na Bledu pa Nemci ne bi smeli biti, ne? Nemški novinarji. Ravno zaradi tega vozil se z barčico in glasove zbiral. Namreč jaz sem jih v avto naložil in sem jih peljal na Bledu od DPA-ja, Državna agencija, in AP-ja. Gor sem jima še organiziral, da sta fajn jedla in ki je bilo komajhen račun. Mi smo šli na šverc, potem seveda na grad Blejski in gor jih pričakali, ampak ko se mi potem takole lepo sedimo, čakamo, en dohod je samo eden in prvo, kar zagledam nemškega protokolista, čist bele rumene lase je imel, in ko je zagledal ona dva od AP-ja, od DPA, je sam se za glavo prijel. No, ampak pol šlo to vse mirno, v glavnem imeli so sliko od tam in tako. Jaz zadovoljen, fotografa ona dva ne vpraš kako, a ne. Večkrat si omenil, da so varnostne službe in togi protokoli fotoreporterjem nemalokrat, tudi z grožnjami, otežkočali delo. Takega odnosa varnostnih služb se spominjaš tudi iz marca 1988, ko je Slovenijo obiskal zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov. Rusi so komando v roke vzeli, varnost v roke in me enostavno kljub mojim bedžom in tako naprej Rus me ni spustil noter na pisto. Nekdo iz državne varnosti, ga jaz vidim, da gre za šipo, da kar mu maham in tako, in me vidi, in tisti trenutek se je on samo na Rusa obrnil in ta Rus je me takoj noter spustil. Ampak zraven mi pa potem rekel, prav v avionu, ko bo izstopil, samo do tukaj, 1,5 metra, če boš prestopil, bomo streljali. Dobro, to sem jaz že malo star maček, sem vedel, da se to ne more zgoditi in tako naprej. Tako da sem bil 3 centimetre stran od Gorbačova. Tvoji spomini na čas pred razpadom Jugoslavije so povezani tudi s fotografijami z Kosova. Po tamkajšnjih pretresljivih dogodkih, kjer je februarja 1989 v rudnikih gladovno stavkalo več tisoč rudarjev, ki so protestirali proti srbskim težnjam po ukinitvi avtonomne pokrajine Kosovo, si tja odšel z ekipo novinarjev in leta 1990 ponovno z Dnevnikovimi novinarji. Uspelo ti je doživeti razmere v prištinski četrti Vranjevc.
Tja si prišel s pomočjo novinarja prištinskega dnevnika, ki si mu leto pozneje rešil sorodnika in mu omogočil pot v Švico. Vranjevc je streljaj, bi rekel, na periferiji Prištine. To je albanska favela, Popandek, kartonaža, v kartonaži so. Če policija ni prestopila še te favele, ker to je sam Popandek, pomeni, da takoj uidejo, mimogrede čez Popandek, te lahko nekdo smrtno zareže. Beharja sem srečal, prav jaz sem novinar Rilindije in tako naprej in sva se nekje hitro ujela in sem rekel, a bi me ti lahko noter peljal? Ja, prav, čak se bom jaz pogovoril, albančki skrb glave in tako naprej. Evo, idemo. V istem času, spomladi 1989, je na politično prizorišče stopil Janez Drnovšek, ki si ga kot predsednika predsedstva Jugoslavije spremljal na njegovih poteh v Pariz, v Benetke, v Strasbourg in dvakrat v Davos. Njegova zmaga na volitvah za člana predsedstva Jugoslavije je bila presenečenje. Kaj pa zate, ki si se odločil, da ga greš fotografirati na volišču v Izlakah in si ga celo pripeljal v Ljubljano na razglasitev rezultatov? Jaz sploh nisem bil prepričan, ker sem si rekel, Nace, pojdi, on ne bo izvoljen, pojdi v Izlake, ker sem mogel razporediti fante na nekih 5 koncih. Sem rekel, on ne bo dobil, grem jaz to pokrit, moji mlajši kolegi bojo pa bolj pomembne zadevšne fotografirali. In tako je pač zmagal. V Izlake sem šel in smo ga pripeljali v Ljubljano, ker se med nekaj ur ni nič dogajalo. In Drnovšek še hotel ni, sem rekel, pejte, zdajle imajo novinarji čas in tako naprej. Tako da smo ga mi pripeljali tja. Na kar sem ga še danes vidim, kako je mu kar, ki je bil novinarjev cela reč, kar naenkrat je mu tudi Drnovšek usta do ušesa. Spremljal sem ga v Pariz, kjer pa so nas postavili fotoreporterje zelo daleč stran, tako da od tam niti nimam fotografije, kakšne poštene in tako naprej. Tudi kakšna srečanja z državniki so odpadla, več ali manj, ampak se je pa srečal pa z Mubarakom. Najhujši protokol je francoski, tam ni nikoli nič urejenega. Beč sem dobil zadnjo minuto zvečer za drug dan. So ga na roke pa pisali Francozi, ker jim je sistem propadel elektronski. Tam smo šli v novi arabski center, kulturni center in tam je vzel Drnovška s sabo, Mubarak. Gneča je bila strašna, da imam samo nekaj posnetkov, ampak dovolj. Drnovšku sem rekel v enem prostem terminu, Slovenci tukaj, par sem jih res srečal, so bili blazno navdušeni, ko so vas videli in tako naprej, da imamo svojega predsednika in tudi njemu se je dobro zdelo. Sem rekel, sam imam pa pripombo, kaj so mi rekli. Ja, prav, ko pa je bilo, kar povejte in tako naprej, da ste slabo oblečeni. Ja, prav, seveda sem prav. Dejstvo je, da ta Ljubljana protokolarno se ni nič z njim ukvarjala. On je bil takrat predsednik predsedstva in tako naprej. Prav, in kaj sem mogel, pred Parizom sem šel v centru Merkur in 3 obleke kupil, več denarja, več prihrankov nisem imel, pa sem pa v tem nastopam, vem, da je slaba. To je bil tudi čas tvojih soočanj z zamolčanimi vsebinami iz slovenske polpretekle zgodovine. Fotografiral si spravno slovesnost v Kočevskem Rogu, odprtje Gotenice, spominsko mašo na Teharjah. V časopisu Dnevnik je bila posebej izpostavljena fotografija 2 žena, ki sta zrli v brezno pod Krenom. Fotografiral si ju iz brezna. Jaz dolgo nisem vedel za te poboje, se pravi, bil sem mladenič, končno, mene politika vedno zanimala, ampak ne pa zdaj v detalje, pa skozi se nekaj govorili, nekih skrivačih in tako naprej. Jaz sem šele potem začel biti pozoren na te deviacije, poboje, kaznovanja in tako naprej. To je grozljiva tema naše polzgodovine.
Zame je, če si bil pač vojak, se ve, kaj to pomeni, ne moreš biti pa izdajalec, lasten narod pobijati. Ne gre. No, zame so to heroji, naj si bo to Kučan, naj si bo to gospod Pučnik. Jaz imam skozi posnetek v glavi na tisti poljani, ko si dajeta roko Kučan pa Šuštar. Ne, te ljudje, te dva na tem travniku, ne glede zdaj, a je uspešno ali ni, ampak oba sta dostojanstvenika, ne glede, a je to Kučan ali to, tam si roke dajeta, ali zadaj pa poljana ljudi, pol seveda, hvala Bogu, vidiš drugi kontrakt, tiste v jamo gledaš. V tvoji karieri ima častno mesto obdobje slovenske politične pomladi, preobrazbe iz socializma v demokracijo in izpolnjene plebiscitarne volje naroda z osamosvojitvijo Slovenije. To je bilo tvoje zlato obdobje fotoreporterstva, ki ga pojmuješ kot pomladni sij. To razen družine moje, to, kar se je dogajalo na slovenski pomladi, jaz sem bil skozi v nekem transu, v nekem zanosu, kaj nisem delal, kaj me ni motiviralo. Mislim, da je bil to čas tudi za slovenske fotoreporterje, dogodek doma v hiši, ki ga ne bom nikdar pozabil. Ko smo dobili neodvisnost, sem jaz najprej poslikal stvari in tako, nakar kličem svojega sina, ki je od nekdaj v Nemčiji, sem rekel, we are independent, jaka, in sva jokala, jaz v Ljubljani, moj sin v Frankfurtu, dobesedno jokal sem in hlipal od same sreče. Jaz sem živel za to, kar se je dogajalo, in tudi se potem izpostavil. Za časa vojne sem bil 7-krat pred puško, ampak nisem razmišljal, nikdar nisem razmišljal, ne o strahu, to pride kasneje. V glavnem, to je moje lepo, najlepše obdobje življenja. Tvoje fotografije vojne za obrambo samostojne Slovenije dokazujejo tvoje garaško in tvegano delo. Življenje si tedaj absolutno podrejal fotografiranju vojnega dogajanja. Jaz sem zjutraj morda na uro prepozen vstal, sem šel z te proslave samo majčkeno, da odspim in tako, vmes se je pa zgodil napad. Po občutku sem rekel, Jezersko je blizu, dajmo probati na Jezersko. In jaz se v avto usedem, sam sem bil, se peljem na Jezersko in najprej teritorialce vse prestrašene srečam, na kar jih prehtim in tako naprej. In tam na poti za Jezersko skoči vojak s naperjeno puško proti meni in kamor nisem več mogel iti, istočasno so po gmajni tekli, po gozdu so tekli vojaki JLA, imeli so uniforme z vsemi čini in tako, med njimi je tekel tudi en Slovenec, bi skoraj rekel mojih let takrat. In mi sam na del zavpil, tovariš, zginite hitro tukaj, ker vas bo eden ubil. Ampak te vojaki v vod so tekli proti vrhu gor. Jaz sem videl, da tu dejansko življenje riskiram, ne s tem, da bi me ubili, zato ker sem sovražnik, ampak strah jih je bilo. Ta se je vračal nazaj v Nemčijo, ta Nemec. In na Jezerskem kamer, nakar jaz, ko poslikam, sem rekel, nace zgin, gor ne bo šel, ke te bojo streljali in tako. Slika je bila objavljena in ugotovijo v Šmartnu pod Šmarno goro, moj kmet, moj prijatelj Joža, sta pa s tem mojim kmetom, prijateljem skupaj delala v Nemčiji. In je vsako leto hodil ob določenem cajt k Jožu na dopust.
Še isti dan, 27. junija 1991, si bil s sodelavcem Tomažem Skaletom prvi na pogorišču sestreljenega helikopterja Jugoslovanske ljudske armade v Rožni dolini v Ljubljani, ki ga je pilotiral slovenski pilot Anton Mrlak. V redakciji Dnevnika pa so nastale resne težave zaradi enega od člankov, pa tudi zaradi dileme, katere fotografije objaviti in na katerih straneh. Spor ste rešili z odstavitvijo glavnega urednika. Pokojni novinar Robert Mecilušek iz svoje pisarne gleda proti Viču, popoldanskega svetloba. Jaz sem bil pa v svojem fotooddelku. Preteče helikopter so ustrelili, Tomaž je bil tudi gor, teče za mano in se vkrcava na Katro in preletiva tja 10 minut zatem, a ne. Saj sem ti rekel, noge v to iz vse še tako bilo, edino obraz so prekrili. Jaz sploh pomislil nisem, da ne bi bila objavljena. Tam sem vso svojo avtoriteto zastavil, zelo nasršeno, zelo agresiven sem bil. Ker sem rekel, dejstvo je, da je v istem času padel helikopter dol na Igu. Ampak reagiral sem, vse dni sem reagiral 110-procentno. No, mislim, zadoščenje imaš, ne? V bistvu življenjsko zadoščenje. To je zdaj konc. To, kar sem naredil, življenj sem. Med tvojimi vojnimi fotografijami je posebne pozornosti vreden pomemben politični dogodek, ki si mu kot edini slovenski fotoreporter prisostvoval 2. julija 1991. Fotografiral si srečanje slovenskega političnega vrha z nemškim zunanjim ministrom Genšerjem, ki je bil takrat tudi predsednik konference o varnosti in sodelovanju v Evropi. Za nalogo si izvedel ponoči in se, tako kot večkrat med vojno, najprej znašel pred vate usmerjenim orožjem. Jaz sem vsak dan se bal tega, da bo kdo po pomoti sprožil. Nisem imel prej orožja. Ko sem se šel pogovarjati po noč za jutranji obisk v Celovcu, so skočili z grmovja v oba avtocesta 3-4 mladi ljudje. Fantu, ki mi ima občutek samo tako, kot da je študent, se je tisto orožje tako treslo, da sem mislil, da mu vse skupaj dol padlo na tla. To so brzostrelke, bile uperjene name. Počasi sem jih prepričal, od kje grem in tako naprej. Tako kot sem rekel, sem se šel pa pogovarjati po noč, ustno, da ne pride do prisluškovanja. Sem se šel pogovarjati, da gremo zjutraj z vlakom, da grem s Kučanom in Ruplom v Celovec na pogajanja. Ja, seveda s našim prijateljem Genšerjem, ne, edino rumenega puloverja tokrat ni oblekel. Drugače je bil pa prijatelj Slovenije in Slovencev. Smo se dobili, naša varnost z mano, sredi Šiške, ponoč, ob enih 2 ponoč, kjer mi je pač nekdo rekel, ob 7 zjutraj bodi na ljubljanskem kolodvoru, in nakar sem šel jaz se odpeljal domov, še pospat morda ne pol urice. Praktično sem bil malo razburjen tudi. No, in ko pridem jaz, ko se pripeljem jaz na kolodvor, gre Rupel proti meni in tam drugim pove, Kučanu in drugim, no, Nace je že tukaj. Ne bi zil Nace, in moram reči, da mi je drago, da so mi ti ljudje tako zaupali. Že Armbruste smo prvič potegnili ven na tem vlaku, ko sem jaz bil, so ven potegnili na Jesenicah, da zaščitijo naše politično vodstvo, to da nobeden, ne Kučan, ne drugi, ni šel v zaklonišče. Tudi z Armbruste so potegnili ven zaradi tega, ker sta bila najavljena 2 miga, da priletita nad Jesenice. Mi smo bili pa na golem tam.
Vagon ti ne daje nobene varnosti. Tako da smo potem se odpeljali proti Beljaku in zdaj, a je to samo domneva, jaz sem kar dober vir, tako da skoraj lahko verjamem, da je bil problem v tem, da so Nemci vprašali, če imamo kaj orožja, in mi smo odgovorili ogromno, kje ga pa hranite, so rekli takoj za predsednikovim vagonom. In takrat se je nekdo za glavo prijel prav, ne gremo v Slovenijo. Potem, ko je Genšer prijel Rupla za nadlakt, takrat je bila tu iskrica upanja, blizu je Vrbsko jezero in jaz v vagonu noter filme menjam, pogledam ven, vidim jadrnico, vidim plavo nebo, sem si rekel, kaj jaz sem na morju, a smo na morju, toliko smo bili v tem poslu, v pregovarjanjih in tako naprej, ampak vse je to potekalo zelo mirno. Zame je tudi Rupel političen kredo dvignil kot pogajalec in tako. Skratka, delovali smo mirno, vljudno, strateško, tako kot se je šlo. Tudi avstrijski del politike, da ne govorimo Genšerja, to so bili nasmehi, prijetnosti in uspeh nam je rodil dobre pogoje za pogajanja. Srečanje ameriškega predsednika Busha in ruskega predsednika Putina na Brdu pri Kranju junija 2001 je bilo zate zadnji veliki politični dogodek, ki si ga fotografiral pred upokojitvijo. Le 2 leti prej, leta 1999, si fotografiral obisk Clintona, prvega ameriškega predsednika, ki je obiskal Slovenijo in za katerega si dejal, da te je po desetletjih fotoreporterstva ponovno obšla trema. To so tudi ene od tvojih fotografij, na katerih so roke tiste, ki vzbujajo pozornost. Na fotografijah iz tvojega opusa nasploh rad izpostavljaš moč rok. Ko je prihajal, preden je prišel s tistim, kaj nama je van, avionom, sem bil vseeno malo nervozen in sem skozi neki na aparatih šraufal in tako pregledoval, a imam filme, dovolj filma, ali se lahko umaknem, ali skratka, a imam pozicijo to pravo, skratka, bil sem nervozen. Nakar se avion ustavi, se vrata odprejo in se pokaže Clinton in meni kot stara mačku je dobesedno vse dol padlo, oblila me je prav neka sreča in tako mirno občutek samo, da kontaktirava. On ima moč. In dobro, da ga nisem pozabil fotografirati. Jaz sem ga samo gledal, sem rekel, to pa je ta prav dec. Jaz sem razporedil moje kolege, mlajše kolege, na 3-4 punkte, enega samo jaz, in jaz sem si izbral tistega najmanj verjetnega. Fotoreporterji so že na tako zvanih štantih, kako bojo s kamero spremljali Clintona. Jaz sem šel pa na en štant, na eno prežo, kjer sem si rekel, če je Reuterjev fotograf, edini, ki je bil na tisti štanci gor, improvizirani. Če je Reuterjev fotograf tukaj, to pomeni, da imajo nekaj v planu in nad se ostani tukaj. In kaj se je zgodilo potem, ko je Clinton svoje odgovoril in tako naprej, se Clinton pomakne točno pod mojo stojnico, tako da mi prišel na 10 metrov, tam se je pa rokoval z ljudmi in sem ga mu jaz kole pred sabo 5 metrov stran. Skratka, včasih moraš imeti tudi nos, pa strategijo poznati, navade poznati in tako dalje. Mnogokrat sem se vprašal, a dovolj delam in a dovolj dobro delam. In lahko rečem, da sem z izkupičkem zadovoljen.